To ni čisto novo okolje zame, tukaj sem študirala in pravzaprav ob prelomu tisočletja tudi snemala za Studio City, pa tudi za Tednik. Spremljala sem takratno politično dogajanje v Srbiji, tako da srečanja s kolegi iz tistega časa so precej čustvena. Ko pa gre za novo okolje, novo staro okolje, je sprememba ta, da recimo trgovski centri tukaj v Beogradu delajo ob nedeljah do 10 zvečer, so tudi trgovine, ki delajo 24 ur na dan, prav tako posamezni fitness centri delajo 24 ur, tako da to govori, da živimo vseeno v neki metropoli, ki nikoli ne spi. Mesto je dinamično, polno življenja, tako da je pravzaprav nekaj, kar mi ustreza. Ja, na novo okolje se privajam postopoma, a je zagotovo vsak dan lažji. Vendarle je Moskva 13-milijonsko mesto, razprostira se na približno 2000 kvadratnih kilometrih, zato so premiki od ene snemalne lokacije do druge še kar zahtevni. Tudi z metrojem, ki te res da pripelje do skoraj do vsake točke mesta, a z njim dnevno potuje do 5 milijonov ljudi. Ker me ob strogo političnih temah, tako imenovanem hard newsu, zanimajo predvsem zgodbe posameznikov, oni nenazadnje najbolj občutijo odločitve najvplivnejše peščice, je tudi iskanje zgodb na terenu izziv. Ocenjuje se, da v Moskvi trenutno živi le okoli 30 Slovencev, zato je tudi vsako novo poznanstvo, rečemo temu sorojaka, prav tako lepo in dragoceno.